Dobar dan. Dobar dan. Hvala, da ste prišli. Ko so že obveščeni, smo danes pri Varuhu človekovih pravic vložili na Ustavno sodišče zahtevo Varuha človekovih pravic za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena tako imenovanega Šuterjevega zakona in z njim povezanih členov. Naj takoj na začetku povem, da tudi sama menim, da je skrb države za varnost njenih prebivalcev nujna in legitimna. Vendar mora biti to storjeno na ustavno skladen način in ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri Varuhu smo dobili veliko opozoril, tudi pobud prebivalcev iz različnih koncev Slovenije z različnimi osebnimi okoliščinami, ki opozarjajo na problematiko izvrševanja tega člena. Tukaj gre za starejše, za brezdomce, za enostarševske družine, družine z več otroki, različne bolnike, od onkoloških bolnikov do oseb z motnjami v duševnem zdravju, invalide, osebe z oviranostmi in tako naprej. Torej, z osebami, katerih skupna točka je, da se sami težko preživljajo in da je njihovo preživetje odvisno od socialne države, torej od pomoči države. Naj izpostavim, da je bil ta zakon sprejet izjemno hitro in naša ocena je tudi, da je bila pomanjkljivo upravljena presoja vplivov na človekove pravice, tudi tega konkretnega člena, in zato nastaja veliko problemov pri Varuhu, glede na zakonski okvir, ki ga imamo, glede na pristojnost Varuha, torej po zakonu o Varuhu človekovih pravic, po zakonu o Ustavnem sodišču, imamo tudi dolžnost in pa privilegiran položaj, da lahko, če menimo, da gre za posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, vložimo zahtevo za za oceno ustavnosti na Ustavno sodišče in v tem primeru smo se to odločili narediti posebej zato, ker predlagamo tudi zadržanje izvrševanje tega konkretnega člena, da ne bi nastale nepopravljive oziroma težke posledice za posameznike. Tudi po mednarodnih standardih lahko povem, da Združeni narodi, konkretno Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice Združenih narodov, pozivajo ombudsmane in nacionalne institucije za človekove pravice posebej, da izpostavi tudi vprašanje socialne varnosti, ko meni, da gre za njihove kršitve. Pri Varuhu smo se sedaj odločili, da to storimo. Pomembno je še izpostaviti, da vidimo kar nekaj problematičnih vidikov, od vprašanja sorazmernosti ukrepov, torej ali so bili predlagani ukrepi nujni v demokratični družbi za dosego cilja, do vprašanja, kot sem rekla, sorazmernosti, potem nediskriminacije, zagotavljanja socialne države. Tako da glede preostalih členov še poteka analiza, ki bo narejena, predvidevam, v nekaj mesecih, in glede preostalih členov zakona se bomo potem naknadno, glede na našo analizo, odločili, ali bomo tudi še glede drugih členov ravnali podobno, ali pa morda to ne bo potrebno. Hvala lepa.